tiskovni konferenci tik pred drugo izdajo tako imenovane ljudske obveznice. Danes so v družbi ministra tudi predstavniki vseh 4 distributerjev, ki bodo z ministrstvom sodelovali pri izdaji ljudske obveznice. Uvodno besedo bom dala ministru za finance, Klemenu Boštjančiču, na to pa bodo besedo dobili tudi ostali. Hvala, Tina. Torej, lepo pozdravljeni. V ponedeljek, 10. marca, se bo začel vpis druge ljudske obveznice, ki bo trajal do 21. marca. Kot veste, je bila prva izdaja zelo uspešna. Posebej ponosni smo na to, da je bilo odprtih več kot 5000 novih trgovalnih računov. S tem nadaljujemo tudi naša prizadevanja za spodbujanje zanimanja vlagateljev za slovenski trg kapitala in jim s tem želimo omogočiti boljše finančne odločitve in nasplošno upravljanje osebnih financ. V primeru ljudskih obveznic gre za državni inštrument, pri katerem država jamči za izplačilo glavnice in obresti ter predstavlja manj tvegano naložbo. Z vidika države, kako malo tvegana naložba je, pove že to, da pri zavarovanjih, ki jih seveda obravnavamo, je to inštrument takoj za bančnimi garancijami. Torej, v moji družbi so danes predstavniki 4 distributerjev, ki bodo pri vpisu obveznic sodelovali z nami prek svoje mreže poslovalnic, torej, kjer bodo ljudje tudi dobili dodatne informacije povezane z vpisom, o tem bodo več v nadaljevanju povedali sami. Tudi tokratna obveznica bo, tako kot lanska, imela 3-letno ročnost. Obsega izdaje nismo omejevali in bo odvisen od interesa vlagateljev. Obrestna mera, ki je prilagojena trenutnim tržnim razmeram in seveda nikakor ni predmet neke arbitrarne odločitve ministrstva, pa znaša 2,75%. Izdaja obveznic je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim in začasnim prebivališčem v Sloveniji. Minimalni znesek vpisa bo 1000 evrov, maksimalni pa višji kot lansko leto, torej zdaj bo 250 000 evrov. Najvišji znesek je višji od lanskega, ker želimo s tem doseči tudi ljudi z več prihranki, ki jih zanima ljudska obveznica. Rad bi poudaril, da z izdajo ljudske obveznice zasledujemo strateške cilje, zapisane v strategiji razvoja slovenskega kapitalskega trga in naslavljamo finančno opismenjevanje malih vlagateljev, ker smo prepričani, da je to nujen in potreben korak. Večja finančna pismenost nenazadnje vpliva na vse nas, dobrobit širše družbe in pravzaprav vsakega posameznika. Davčna obravnava ostaja enaka kot lani, to pomeni, da do 1000 evrov se davka na donos ne plača. Pri tem pa moram povedati, da se donosi preteklega leta seštevajo z letošnjimi. To pomeni, da vsota obresti iz druge obveznice za fizične osebe skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov in iz prve ljudske obveznice ne bo obdavčena do višine 1000 evrov. In preden vprašate, seveda si želimo, da bo tudi letošnja izdaja tako uspešna kot lani in da bo na koncu nekje v višini lanske, ki je, naj spomnim, se ustavila pri 261 milijoni evrov. Vse ključne informacije povezane z izdajo te obveznice pa so državljanom dostopne tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance. Hvala, gospod minister. Zdaj pa bi se dajem predsedniku uprave NLB, gospodu Boštjančiču. Najlepša hvala. Bomo pa malo več pavzno mesta. Novi Ljubljanski banki smo veseli, da lahko sodelujemo pri po naši presoji tem plebiscitem projektu. Zahvale ministru in ekipi ministra za finance, da ustraja na tej poti razvoja kapitalskega trga. Trdno smo prepričani, da je ta obveznica eden od najpomembnejših instrumentov finančnega opismenjevanja Slovenk in Slovencev. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, seveda, da čim bolj olajšamo dostopnost do vpisa preko naše celotne poslovne mreže. Tu smo 4 vpisniki, ampak zgolj preko poslovne mreže Nove Ljubljanske banke, vseh poslovalnice. Seveda bomo skušali maksimalno olajšati aktivnosti naših strank. Veseli smo, da je seveda lani bil uspešno izveden ta projekt in je veliko ljudi že vajenih tega in da seveda ne bodo zato imeli dodatnih stroškov, tisti, ki bodo mejno dodatno kupovali to obveznico.
Jaz svoji domovini brezmejno zaupam in verjamem, da to je eno od ključnih inštrumentov, najboljših inštrumentov za nalaganje srednjeročnih svojih denarnih viškov. V primerjavi z bančnimi vlogami je celo donosnejši in je absolutno vsaj v tej kategoriji varnosti, če ne varnejši, tako da v tem primeru seveda absolutno legitimen instrument in legitimna naložbena priložnost, ki jo kot rečeno v Novi Ljubljanski banki pozdravljamo, podpiramo, smo ponosni, da imamo možnost distribuirati svojim lastnim sodržavljankam in sodržavljanom in tudi osebno, kot rečeno, domovini in temu instrumentu brezmejno zaupam. Hvala, gospod Žuher. Now the word is yours, Mr. Antale. Thank you very much. Yeah, just wait a second so the microphone can move. Predsednik uprave, tako da govori v angliškem jeziku. Če boste imeli kasneje kakšno vprašanje za njega, mu bomo pa prevedli, če ne bo razumel. I'll speak in English. It's a very important day for our capital markets today, and it's our honor to be part of this. We have also to say we have also activated also on our sales channels, branches, e-banking, mobile banking, in order to serve all the citizens in Slovenia. And you have our commitment for this. Thank you very much, and let's try to do our best to have a successful issuance of the retail bond next 2 weeks. Hvala. Gospa Finikman, če boste postavili mikrofone na konec mize. Vodja podružnice BKS Bank. Hvala lepa tudi z moje strani. Tudi mi zelo pozdravljamo to inicijativo, tudi že lansko leto za izdajo ljudskih obveznic. Kot veste, smo BKS Bank, bančna podružnica v Sloveniji, zelo pomemben dejavnik na kapitalskem trgu v Sloveniji in sicer zasedamo trdno prvo mesto po številu transakcij na Ljubljanski borzi, po volumnu pa drugo mesto. Tako da to je za nas izjemno pomembno področje in seveda smo zelo veseli, tako kot že lansko leto, da tudi nadaljujemo s tradicijo, da smo lahko tudi ponosni distributer ljudskih obveznic. V lanskem letu moram reči, da kljub relativno majhnemu številu naših vpisnih mest, to je pa 3% od vsega skupaj, smo uspeli zbrati več kot 13% vsega vpisnega volumna, kar dokazuje, da smo izjemno komitirani za to področje in seveda si želimo to več kot ponoviti tudi v letošnjem letu. Imamo odlično ekipo naših strokovnjakov, ki nekako svetujejo pri naložbenih odločitvah, seveda glede na preference vsakega posameznika. Seveda pa želimo, da je to nekako najboljša možna kombinacija in najbolj pravi naložbeni miks, ki ga seveda vsak posameznik potem na koncu izbere. Kar se tiče postopka vpisa, je zelo enostaven vpis, predvsem za tiste, ki že imajo trgovalne račune in tudi pri nas imamo zelo veliko takšnih strank, tako da tiste povabimo, da se kar iz naslanjača nekako odločijo in nas kontaktirajo, bodisi po mobilni aplikaciji mBroker, online aplikaciji MyBroker ali celo tudi po telefonu, dajo naročilo, nekako poskrbijo za ustrezno pokritje sredstev na računu in je to. Za tiste, ki pa bi želeli na novo odpirati trgovalni račun, pa seveda so tudi zelo lepo povabljeni v naše poslovalnice. Verjamemo, da je to prava pot in tudi si želimo, da bo to nekako tradicionalno tudi v prihodnje, ker želimo, da je kapitalski trg še bistveno bolj poglobljen v prihodnjih letih, vidimo velik potencial na tem področju in seveda bomo tukaj veliko prispevali tudi sami. Najlepša hvala, zdaj se pa mikrofoni selijo čisto na ta konec mize, gospodu Štenbergerju iz Lirike, ki ima ne nazadnje. Nazadnje. Hvala lepa za pozornost. Zamečka.
veselje in čast nam je v Iliriki, da lahko tudi letos sodelujemo pri tem projektu izdajanja ljudskih obveznic. Produkt je dober. Mi smo v Iliriki pripravili za državljane 111 odkupnih mest oziroma nakupnih mest, to pomeni 109 izbranih poslovalnic Pošte Slovenije, poslovalnice Ilirike in pa seveda tudi preko spleta. Vsak bo lahko od doma preko spleta kupi ljudsko obveznico preko Ilirike. Torej, drugič, mislim, da je produkt zelo dober, sploh v teh časih, ki so geopolitično in pa gospodarsko precej napeti. Tukaj je možnost za prerazporeditev portfelja v nek del, ki pomeni bistveno manjše tveganje. Država, kot veste, jamči in garantira pri ljudskih obveznicah znesek do 250 000 evrov, kar je bistveno več kot pa so jamčeni oziroma garantirani, torej depoziti na bankah. In ja, obrestna mera je dobra ob tem, da ECB zmanjšuje obrestno mero, verjetno v 3 letih bo kakšen spust še bil, pomeni, da je obrestna mera 2,75 zelo dobra. Imamo odzive lanskoletnih strank, ki pokličejo in pravijo, da so bile lani z nakupom ljudske obveznice zelo zadovoljne in da bodo nakup ponovili tudi letos. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala.